Dober dan želim vsem skupaj. Kot je že napovedano, bomo danes govorili predvsem in samo o knjigi iz različnih aspektov, nekaj zgodovinskih orisov, nekaj materialnih, vse tisto, kar se tiče predvsem konzervatorje, restavratorje, ki z vsem tem gradivom delamo. Da bomo majčkeno lažje, da boste imeli en oris, o čem in kako sploh. Dotaknila se bom samo zgodovine, kako se je vse skupaj sploh začelo, zelo na kratko. V resnici delam samo tak zelo hiter presek, vmes tisti, ki poznate našo branžo, boste videli, da so vmes velike luknje, ampak pač sem delala točke, da nekako pripeljem vse skupaj do knjige kot take. Potem absolutno, kje delam, kako delujemo, kako deluje naš oddelek, ki je lociran, potem pa kar nekaj o knjigi. Kako je knjiga sploh nastala, kako razmišljamo dan današnji o knjigi in kako so včasih o knjigi. Brez strukturnih elementov pač ne gre. Strukturni elementi in materiali so bistvenega pomena pri knjigi, pri njeni obliki, pri njenem datiranju, sploh pri vsem, kar se knjige tiče. Seveda nekaj tudi o poškodbah, tistih najpogostejših poškodbah, s katerimi se mi srečujemo, in potem nekaj malega tudi o reševanju. Upam, da bom uspela pripeljati celotno zgodbo v dosti razumljivi obliki skozi vse tele točke. Torej, zanimivo je, da se konzervatorji, restavratorji vsakodnevno srečujemo predvsem o nadaljnji vlogi nekega umetniškega dela, ki ga dobimo pred sebe in v sebi nosi vedno dvojnost, veste, estetsko pa zgodovinski pomen. In mi moramo zmeraj pogledati, če gledamo na predmet kot na zgodovinski predmet, moramo nekje delati poudarek na originalnem izvirnem materialu in njegovi izvirnosti. Zanimivo je, veste, če se samo zelo na hitro dotaknem vseh teh točk skozi stoletja, od začetka, ko smo začeli slediti obnavljanju spomenikov, recimo že iz antike ven, najbrž ste že kar nekaj tega slišali, tudi od 16. stoletja dalje že lahko zasledimo prve traktate, seveda to predvsem to so slikarski traktati. Nikjer ne zasledimo pa, kljub temu, da je bilo na knjigi visoko umetniško delo, nikjer skozi vso to zgodovino, ki jo bom zdajle naštevala, ne zasledim, saj jaz nisem in tudi ne moj profesor, da bi nekje omenjali eksplicitno knjige kot umetniški predmet, čeprav ima lahko vse kriterije umetniškega predmeta. No in če začnemo potem recimo naprej, nadaljujemo, vsi te slikarski ali pa drugi traktati, ki so opisovali, so vse druge umetnine opisovali, ne pa knjig. Prav tako tudi recimo v 18. stoletju, ko pride do spoznanja, da se mora tisti, ki posega v umetnino, prilagajati različnim slogom, imeti posebne veščine, znanja za izvajanje vseh teh posegov na teh izvirnikih. Tudi ko se pojavi, zanimivo, tudi ko se pojavi zakonodaja 1745 v Milanu, ni nikjer omenjena knjiga, niti ne nobena, kaj šele vezava, niti ne slikarija v knjigi, nič od tega. Zanimivo to. Tudi močan vpliv Wickenmannove ideje o lepoti, ki je v bistvu zelo predrugačila to miselnost restavratorjev, posegov v vse te primarne eksponate, ni nikjer v knjigi prav ničesar. V resnici je bila vedno pa pripisana izvirnost umetniškega dela, pa ohranjanju njegove avtentičnosti. To se mi zdi zelo zanimivo, da so to kar dosti poudarjali,
ampak vseeno mi lahko sledimo vsem drugim posegom, samo ne te ohranjanja avtentičnosti, pa omejitev posegov, pa spoštovanje patine, tudi že reverzibilnost materialov. Na knjigi vse do leta 1967, ko je prišlo v Ferencah do katastrofalne poplave, v kateri je bilo prizadetih preko milijon, ocenjujejo preko milijon različnih eksponatov, med njimi tudi ogromno število knjig. In vemo, da so vsi iz cele Evrope, da ne rečem tudi izven Evrope, so restavratorji hiteli na pomoč v Firence. No in tukaj na tem mestu so se zbrali prvič tudi, lahko rečem, prvi restavratorji, konzervatorji, restauratorji, ki so se ukvarjali tudi s knjigoveštvom. Med njimi je bil, lahko nekaj imen naštejem za en okvir, oris, Christopher Clarkson, moj profesor, Roger Powell, Peter Waters, Anthony Chains, Dorothy Chomsky in drugi tudi, ki so pa takrat so pa začutili, da je potrebno narediti prelomnico med prevezovanjem. Morate vedeti, da so do tega obdobja tudi po modi prevezovali knjige, cele metre, kilometre izvirnih srednjeveških vezav so enostavno prevezali po modi in so jih vrgli v obdobje svojega časa, potrgali platnice dol, jih zavrgli, uničili strukturne elemente, skratka vse skupaj. In tukaj so pa ti konzervatorji, restauratorji začeli študirati načine, tipe vezav, jih začeli postavljati v obdobje, čas in tako naprej. Mogoče tukaj naj menim, tukaj sem si privoščila samo eno sliko, da imate en tak občutek, kako je, to je bila res katastrofa. No, eden izmed največjih teoretikov, kar se tiče naše branže, knjižnih vezav, bi lahko rekla, Zirmaj, je že leta 1999, ko je izdal eno izmed največjih študij, kar se tiče knjigoveštva, knjig kot takih, zapiše meni katastrofalno podatek, da je ohranjenega po njegovi oceni le še 5% izvirnih knjižnih vezav. Predvsem je poudaril tukaj srednji vek, tiste najbogatejše, najbolj izvirne, kar je prava katastrofa, če pomislimo, da vemo, da vsi stremijo pa prav na srednji vek, ker je vrhunec knjige. No, ampak ta gospod Christopher Clarkson, ki je tukaj bil eden izmed temeljnih ljudi, ki so postavljali našo stroko, se je leta tam nekje 1997 pojavil tudi, je prišel v Slovenijo, smo se srečali takrat prvič na enem simpoziju in od takrat naprej je postal tudi naš profesor. V resnici smo z njim delali kar dobrih 17 let. No, naš center za konzerviranje, restauriranje se danes nahaja v okviru Arhiva Republike Slovenije in bo v letu 2026, se pravi 2026, praznoval že 70-letnico. Prvi začetki so bili v današnjem muzeju novejše zgodovine. Leta 1980 smo se pa potem priključili Arhivu Republike Slovenije in od takrat delujemo tam. Letošnje poletje pa načrtujemo veliko selitev na Roško, to je tam, za tiste, ki ne veste, tam, kjer je restauratorski center, bomo sosedje. Nadejamo se dobrih, bolj razkošnih prostorov, kot smo pa tukaj, vidite, razdeljeni v 2-3 različne sobe. Trenutno dela 8 restauratork in naša šefinja, vodja oddelka. Delamo pa različne zadeve. Se pravi, restauriramo, konzerviramo vse nosilce, vse, kar je na
papirju, pergamentu. Tukaj so enodimenzionalne zadeve, kot so zemljevidi, pavsi, načrti, listine. Potem pridejo tukaj noter v ta okvir tudi fotografije. Restavriramo pa tudi pečate, voščene pečate in pergamentne listine. In še druge zadeve včasih, ker so v kombinaciji s papirjem, potem takrat najpogosteje pošljejo vso zadevo kar k nam. Seveda, jaz bom pa danes prešla samo na knjigo, tako da imate občutek, kaj vse delamo, ampak knjižna struktura kot taka, pa zelo pogosto rečemo tako, da konzervatorji, restavratorji jo dojemajo kot tridimenzionalni predmet, ki poleg svojega zapisa nudi še veliko več informacij. Namreč govorim nam o kulturnem, socialnem razvoju ljudi, o nekem nivoju znanja, tehnološkem znanju ljudi, kraja in časa, v katerem je nastajala neka knjiga. In mi temu lahko v knjižnicah tudi sledimo. Da ne bom samo o tem, gremo na hitro skozi zgodnje obdobje knjige. Danes je knjiga kot taka zelo močno uveljavljena in mi zelo ne znamo več razmišljati, kaj knjiga vse lahko je. Mi, ko rečemo knjiga, imamo pred očmi knjigo kot knjižno obliko. Ampak veste, zmeraj pa to ni bilo tako. Lahko rečemo, da se je knjiga začela z razmišljanjem človeka in s prvim upodabljanjem. Tukajle sem za vas pripravila panel konjev, ki so jih našli v jami Pičmrl v Franciji in je ena izmed prvih tovrstnih upodobitev človeka. Potem recimo naslednje, lahko rečemo, da so temu rečemo bula in pa žetoni, to je vse izdelano iz gline, našli so jih na mediteranski obali. In to so že eni izmed prvih beleženj, če si predstavljate, zelo poenostavljeno vam bom povedala. Recimo so prodali eno kravo, 3 koze in 3 ovce. In nekdo jih je mogel pripeljati svojemu gospodarju in so jih v taki obliki žetonov zapakirali v tako bulo in ta strežnik ali pa karkoli že pač rečete, ta pastir jih je peljal svojemu gospodarju in je gospodar točno videl, kaj mu nekdo drug kupil tam na nekem sejmu. A veste, skratka, komunikacija. Predzgodovinske oblike beleženja, kot so pa glineni klinopisi, ki so se pa, nekateri so se odlično ohranili, večinoma pa niti ne. Iznašli so klinopis Sumerci v okrog leta 4000 pred našim štetjem, v 4. tisočletju pred našim štetjem, tako nekje ga datirajo, na območju Mezopotamije. In tukaj le vidimo, jaz sem izbrala babilonski pravni tekst, ki pa je že v glinenem ovoju, ki ga lahko že danes čisto poistovetimo z našim pismom. Tako da nadaljujem lahko z tem papirusom, namreč že v letu 70 zasledimo prve zapise Plinija, ki je opisal papirus kot rastlino, ki jo lahko uporabi za pisno podlago. To je eno izmed najdaljših obdobij, ki se je papirus izdeloval in so ga uporabljali. Tam 3500 pred našim štetjem do celo 1000 let našega štetja. Skratka, so ga pa sestavljali tako, da so ga iz desne proti levi, da se pisava ni zatikala. Ker so pa ugotovili, da papirus je pa s temi zvitki zelo neugoden, je bilo to zmeraj mečkano neokretna zadeva. Poleg vseh omenjenih materialov ne morem mimo lesenih tablic. To so ena izmed prvih
pomembnejših pisnih podlag za človeka. Teli robovi okrog so izdolbeni tam 2, 3, 4 mm in so napolnjeni z voskom. Včasih so jih kombinirali tudi z smolo, da so bile bolj obstojne. Temu pa rečemo malta. In poleg je tale stilus, ki je seveda bil pripomoček za pisanje po tej tablici. Uporabljali so ga pa predvsem stari Rimljani in stari Grki. Seveda, kot sem rekla, da je bil papirus zelo neokreten za odpiranje, še danes prištevamo koptom prvo obliko kodeksa knjige, kot jo mi danes poznamo. In oni so dobesedno iz celega navdušenja, kako so pogruntali eno bolj priročno zadevo za uporabo, branje, sestavljanje, so enostavno kar pogosto, veste, kar nekaj zvitkov razrezali in so izdelali enopolne kodekse. Tako da tukaj na desni je ena izmed prvih najdb. To so Nag Hammadi kodeksi. Napovedala sta jih Jean Doris in Togo Majna. To sta dva avtorja, ki sta našla v grobnici te, pravzaprav predvidevajo, da so bili poleg pokopani tudi ljudje. Okrog 4. stoletja, ko so jih našli, so bili izjemno navdušeni in vam povem, da škoda, ker takrat niso bili še toliko osveščeni, da bi jih bolj ohranili. Seveda malce človeške nečimrnosti, radovednosti, nepremišljenosti in te kodekse v večini razstavili s površnimi popisi, tako da imamo fragmentalno, imamo neke popise, imamo sledi, danes so shranjeni v Baltimorski knjižnici, neki študij, tako da lahko naredimo, sem že delala približne vezave, ki lahko sledim tem prvim kodeksom. Za en občutek, zelo so podobni današnjim zvezkom, samo da so oviti z kozjo kožo. In pa seveda potem lahko sledimo naprej prvim koptskim kodeksom, ki so izgledali takole. Tukaj imamo enega, ki je slikan zelo neposrečeno, namreč takole se knjig nikoli ne slika, zato sem jo tudi izbrala. To je absolutno nedovoljena poza za knjigo, posebej za tako starejšo. Temu se dan današnji povsem drugače streže. Ampak prvi te koptski evangeliji, ki so povezani na ta način, kot tukaj le kaže slika, je prav zelo posrečena zadeva in mnogi so še dan današnji zelo dobro ohranjeni. Seveda razvoj knjižnih vezav se nadaljuje iz koptskih, ki segajo tam 4., 5. stoletje, tako da danes bom samo okvirno vam bom povedala stoletja. Morate vedeti, da se ta stoletja prepletajo z geografskim področjem, da to ni zabetonirano, kar bom jaz danes rekla, bizantinske so samo od tega do tega obdobja. Ne, to se vse prepleta in to je pač treba vzeti v obzir. Bizantinske potem, ki so neka izpeljanka, nadaljevanka koptskih, tam segajo nekje do 6. do 8. stoletja. Potem so naslednje karolinške 8., 10. stoletje, romansko 10., 13. stoletje in gotika, pozna gotika tam nekje do 13., 15. stoletja. Da pa ne govorimo o knjigi samo po eni plati, lahko govorimo o knjigi na zelo različne načine, iz različnih perspektiv. In jaz sem danes nanizala nekaj teh, recimo lahko govorimo kot o tipu vezave. Dan današnji, če povprašamo, koga izmed vas vi poznate najbrž trdo vezano knjigo, mehko vezano knjigo, kakšno brošuro, pa zvezek, potem se pa tukaj že konča, a ne? Kar seveda ni nič narobe, ampak moramo vedeti, da knjiga je še veliko več kot samo to. Lahko govorimo
o načinu, tehniki povezave. Recimo, da je šivana na trakove. Tukaj sem dala eno malo slikco pripela, da imate občutek, kakšne so cepljene sukane, so dvojne, je sukana enojna, skratka, različne zadeve. In potem vidimo navidne, na dvojne, enojne, galunske, skratka, tamle imam en kup enih knjig, ki vam jih bom potem še pokazala, mogoče pa kar takole, da bo lažje, kadar so tale rebra ven, so vidne vezice, tole so vezice, kadar so skrita rebra, jih ne vidimo. Tako da gremo kar naprej. V obdobju nastanka, seveda mi lahko knjige datiramo v neka obdobja, jih postavljamo. Potem v geografska področja, kje so te knjige nastale, o uporabljenih materialih, o vzrokih nastanka. Ko pa mi to začnemo vse prepletati na eno knjigo, potem se pa zadeva majčkeno zakomplicira. In tukaj pri kraju sem jaz izbrala za vas 3 knjige, ki spadajo v isto obdobje. Datiramo jih tam v okvir 17. stoletja in če grem na ta prvo, vidimo polpergamentno vezavo z enojnimi vezicami v kombinaciji z prevlečnim materialom iz papirja in je tipična matična knjiga, oblika matične knjige. Na drugi je tipična arhivska vezava. Arhivska vezava z kozjim taninskim obdelanim usnjem, s ploščatimi sestavljenimi vezicami, z sukanim pripenom na hrbtišča na platnice, rečemo, spada v 17. stoletje in še naprej in še naprej. Tretja je pa farmakopeja. Farmakopeja, mimogrede, je knjiga o zeliščih, ki sestavljajo zdravila. In še današnji zdravniki uporabljajo in se študirajo farmakopejo kot tako. In to je ena izmed prvih farmakopej, vezana je na, poglejte, na 4 enojne vezice. 1, 2, 3, 4 enojne vezice, prevlečena je v kozji pergament in ima trdo oporo. In še, tukaj grem samo po vrhu, veste, tako da boste imeli malo enega občutka. No, ampak da bo pa mogoče lažje, struktura. Brez struktur pri knjigi pač ne gre. In če rečemo, kadar govorimo, tole je en list papirja, ko ga mi prepognemo, dobimo polo papirja. Ko to polo papirja zložimo eno v drugo, 2, 4, 6, 8, dobimo lego. Ko te lege povežemo skupaj, takole čez hrbtišče, dobimo knjižni blok. Tale notranji zadeva. Ko damo opore, ko montiramo opore na knjigo, pa naj bojo lesene, kakršnekoli kartonaste, iz blaga, karkoli že pač. Dobimo rečemo knjigo brez prevleke, to obliko. Ko izdelamo tole vezico, tukaj gor, tukaj je pokrita, gledajte, temu rečemo kapital, ki ima lahko povezovalno funkcijo ali pač tudi ne. Ko prekrijemo vso knjigo, temu delu potem rečemo platnica in temu notranjemu delu rečemo knjižni blok. Skratka, majčkeno za oris, da imate en občutek. Vse te strukture nam vedno govorijo in pričajo o času nastanka in tudi kje v geografskem področju, kje je ta knjiga nastajala. Zato so za nas tako zelo pomembne. Moramo vedeti tudi, da knjiga, ki jo vidite na sliki, spada v obdobje že tam proti gotsko obdobje, to je pozni srednji vek in ta srednjeveška knjiga je najboljše izdelana knjiga, kar smo jih kdaj jo je človek iznašel. In še dan današnji mi bistveno lažje
restauriramo in ohranjamo vse tisto, kar je srednjeveškega, vse tisto, kar je po 18. stoletju, 1850, 19. stoletje, katastrofa. S tistim imamo bistveno večje težave in to iz enih razlogov zaradi zelo slabih kvalitet materijala, zelo oslabljene strukture, hitenja, skratka, vedno znova se pojavljajo razne težave. No, tukaj le naj vam omenim še tole so kovinski ščitniki, imenujemo jih tudi nogice. Tamle na tisti rdeči knjigi sem jo prinesla s seboj, to je urbar, arhivski urbar, in te nogice so zato, ko ni knjiga, ki je težka, drsa po površini, da se ta platnica ne izrabi. In pa seveda pogosto imamo tudi ta kovinska zapirala, ker enostavno so bile knjige izdelane tako, da so se na sprednjem delu zaprle. Naše področje, to ne smem pozabiti, Slovenija spada v geografsko področje, kjer imamo izredno močan nemški vpliv in izredno močan italijanski vpliv. In pri nas se vse te strukture zmiksajo skupaj in mi to moramo kar strogo ločevati, zato da znamo potem vsem tem zgodovinskim dejstvom tudi slediti. Materijali. Ravno tako kot strukture so tudi materijali eni izmed najpomembnejših zadev, ki jih moramo mi, ki delamo s knjigami, obvladovati in poznati. In ta naš profesor Christopher Clarkson, on je od nas zahteval, da se pri vsakem materialu gremo na začetek. Na začetek iti, veste, je pa v bistvu zelo težko. Na začetek iti vse tisto, kar danes delamo, je zelo enostavno. Vse tisto, kar so delali pa tam stoletja, 2, 3, da ne govorim o srednjem veku, je pa to zelo težko. Zadnjič sem imela iz zbirke doktorja Tavčarja eno knjigo, ki sem jo pregledovala, in nihče mi ni znal povedati, kaj v tej knjigi piše. In skratka, da mu skrajšam vso zadevo, potem sem prišla do ene moje kolegice, ki je prepoznala, brala obdobje, v katerem je bila knjiga napisana. Ona bere tisto določeno obdobje in je rekla, je rekla, tukaj imaš recepte o izdelavi barv, o barvanju lanu, o barvanju usnja, izdelavi usnja, skratka. In ta knjiga, na koncu je bil prepis, je bila prepisana z datumom, kdaj je bila, 1800 je bila prepisana iz originala, ki se je pa zgubil, ki ga pa ne najdemo več oziroma ne vemo, kje je. Glavni materiali na knjigah so jasno papir, koža, pergament, usnje, les, tkanine, lan, konoplja, svila, bombaž, žamet in še druge, veste, to so kombinacije vseh mogočih materialov. Kovine. Kovine najpogosteje srečamo medenino. Včasih tudi kakšne druge zlitine, najdemo tudi srebro, srebrne okove, tudi zlato. Na knjigah je v bistvu kar dosti zlata, zlate obreze, zlate iniciale in to so izredno krasni umetniški predmeti. In pa tukaj nisem sicer posebej izpostavila, samo povem vam, dragi kamni, dragi ali celo poldragi kamni. Seveda, ta zadeva se je zelo varirala in gibala. Morate vedeti, da mi danes smo navajeni iti v knjigarno in knjigo kupiti. Danes že ne več knjigo kupiti, naročimo po spletu. Ampak temu pa včasih ni bilo tako. Knjigo so natisnili, nekaj so naredili vezavo kot tako, so jo naročili za določene izvode. Določene izvode so začasno zvezali in so vedeli, da jih bojo prodali kot začasno zvezane, neobrezane.
kar tako. In nekaj so jih pa celo pustili v legah. In potem, ne vem, če sem jaz kupila tisto začasno zvezano knjigo, sem glede na moje finančno stanje dala nekemu knjigovezu to knjigo zvezati in glede na moje finančno stanje je bila knjiga lahko bolj ali manj razkošnja. Toliko, da imate kakšen občutek, ne samo po pomembnosti, tudi po denarju in jasno pomožni materiali. Takole zgleda, zdaj bom, kar se tiče vseh teh materialov, vas bom zelo na hitro popeljala. Prvi papir so začeli delati iz starih krp rjuh in so jih takole s takimi stopami stolkli v kašo, potem naredili pulpo in s pomočjo sitov. Ta sita so bila že dimenzionirana na formate, formate so kar zgodaj postavili že z pergamentom, zajeli kašo, naredili papir, vmes, tukaj nisem vsega pokazala, so papir nalagali na filce, na podlago, kot na podlago, ga stisnili prvo vodo, dajali v preše in potem, kot vidite tukaj, sušili. Tako, po enih podatkih, gledajte, kar sem se jaz pogovarjala s tem mojim profesorjem, velja, in tudi uradno boste videli v vseh knjigah napisano, da so predvidoma Kitajci hranili svojo skrivnost izdelave papirja več stoletij. In potem je preko Arabcev, ko so Arabci zasegli Pirenejski polotok, so prišli v Evropo, tam nekje recimo v začetek 12. stoletja in potem so se začeli prvi mlini po teh večjih mestih, Italija, izlomočja, Francija, Nemčija. Tudi pri nas smo imeli mline. Zelo me je pa šokiral podatek, ko mi je moj profesor rekel, da naj pa temu ne bi bilo čisto tako, da so pa Japonci bili tisti, ki so pa prvi izumili papir, pa so ga celo pred Kitajci skrivali. Skratka, gledajte, tukaj le odpiram, tako, majčkeno tak, a veste, ki mi je dal meni kar zelo dosti misliti o tem, ampak gledajte, ne vem, jaz še vedno moram slediti tistim uradnim zapisom, ampak je pa zanimiv podatek. Usnje in pergament. Tukaj bi človek rekel, no, mogoče v papirju še to, danes je seveda sigurno najpogostejša pisna podlaga, čeprav ne govorimo nič o trajnosti. Ta papir, ki ga danes delamo, na katerega danes pišemo, moramo vedeti, da ni trajen. To je, za nas trajnost ni 50 let, to vemo vsi. In tudi fotografije, digitalni zapisi in vse to. Mi smo že tam pred 20 leti začeli govoriti o črni luknji 20. in 21. stoletja, da za nami ne bo ostalo kaj prida. Tako da toliko vmes, kar se tiče papirja. Usnje in pergament. Tukaj je pa že majčkeno bolj zakomplicirana reč, namreč iti na začetek je vedno zelo težko, ker morate vedeti, da so bili izredni mojstri izdelave pergamenta in usnja, večino srednjeveških rokodelskih delavcev. To pridemo do takih, tako dobrih materialov, da mogoče tegale vam dam kar takole, lejte, ta prve dva bosta pergament, potem imam belo kožo, ki jo imenujemo galunsko usnje in ga izdelujemo še dan današnji s pomočjo olivnega olja in jajc. Ima poseben vonj. Recimo Indijanci so zbirali urin, pa so ga belili v urinu. Zelo različne zadeve. No, tole je še tudi pergament. Tukaj imam pa dve kozji koži. Ena je naravna, v taninih strojena, ena pa potem že pobarvana. Takole sem vam koščke prinesla. Vmes vam pa govorim par stvari o usnju in pergamentu. Namreč,
usnje, ko žival zakoljemo, mi moramo celotno zadevo takoj iti v proizvodnjo, jo takoj začeti delati. Najprej očistimo dlake. Da lahko to naredimo, moramo pregniti lastni mešiček do tega spodnjega dela. To so bili težki mojstri, kako so včasih to znali. Še moj oče je spomnil, da so pri njih doma delali osade. Jaz sem mislila, da tega pri nas v Sloveniji sploh ni bilo. Pa je rekel, ne, to smo delali. Osadi so bile od tla okopane jame, od spode glina, v ilovco, da je bila nepropustna. In ko so žival zaklali, so dali plast pepela, bukovega pepela, kožo, bukov pepel, kožo in so to pustili gniti, dobesedno gniti, razkrajati, da se je do tukaj, da je smrdel, spoznali so po vonju, si predstavljate, spoznali so po vonju, da je ta lastni mešiček pregnil, da so ga lahko potem ven izčistili. In tukaj vidite, kako se čisti danes temu ne delamo več tako, danes se pač to čimžanje dela na drugačen način, ampak vseeno čim bolj naravno. In tukaj imamo očiščene kože in iz te faze gremo lahko na penjanje kože, kot tukaj vidite, čisti srednjeveški način. Tukaj, da koža drži, damo kamenčke noter in z špago zavežemo, da se pergament napne in nastane pergament. Ostale kože pa damo v tanine. Tanine, kje jih dobimo? Tanine naberemo v gmajni. Šiške, lubje, kostanj. To presušimo, zmeljemo, skuhamo in te kože se morajo namakati več kot 100 dni. Ponavadi so mi rekli, da je posod pisali 101 dan. Glejte, kakorkoli že. Ko sem probala vse ta celoten postopek, je res treba, tukaj ne moreš iti kar en dan na dopust, ampak to moraš kar vsake toliko ure to premešati. In absolutno je treba poznati sestavo kože, kar pa tukaj sem pa pripela tole sliko. Namreč prestrojiti moramo usnjico in povrhnjico kože. Vse kože so sestavljene s podkožjem usnjice, povrhnjice, razno raznih žlez in vsem tem. In če mi tega ne ločimo in ne prepoznamo, mi ne moramo vedeti, kakšno kvaliteto usnja delamo in kaj imamo pod rokami. Zato moramo vse te zadeve dobro poznati. Ko je to usnje prestrojeno, ga takole potem usnjar, tale gospod je Slovenec iz Goričan, Marjan Petač, ki za nas dela usnje in pergament po teh starih postopkih, za kar smo mu neizmerno hvaležni zaradi tega, ker smo pred leti, recimo, da smo ene 17 let nazaj kupili iz Londona, iz Maroka, preko Londona smo kupili usnje. In smo si naredili veliko zalogo. In smo skrbne gospe to usnje lepo obesile tam v delavnici, a veste, pa pokrile, da bo to usnje lepo tam viselo in čakalo. In kar naenkrat začnemo vonjati, da nekaj pač ni v redu in smo rekli, dobro, kaj tukaj smrdi pa smrdi. In začnemo gledati usnje in je bilo usnje zakisano od znotraj. Kaj pomeni zakisano? Ni naravno strojeno. Niso mu dali časa, so mu s kislino pomagali in je znotraj zapikljeno in mi temu rečemo rdeča plesen, red rot, rdeča plesen. In to usnje, če bi ga mi dali na knjige, bi lahko že čez 10-15 let postal prah. A razumete? In mi poznamo, po naših arhivih imamo rdeče plesni iz kož, ki so nastale po 1850, kilometre knjig, ki jih ne bomo mogli rešiti in jih ne moramo z njimi prav nič narediti.
No, in on jo potem takole obesi gor in potem vsako kožo posebej zmehča, da pride k nam v uporabo. Pri lesu je zelo pomembno, da vemo, če gremo čisto na začetek, kje raste drevo. Ne sme biti na premokrem, ne sme biti na vetrovnem območju, zato ker veter nam zasuka deblo in pri izdelavi platnic se to še kako zelo vidi. Tukaj sem izbrala platnice, ki sem jih delala na Dalmatinovo Biblijo, ki jo bomo kasneje tudi videli, ki sem jo pokazala potem v delu. Tale del je primarna bukovina. Na našem geografskem področju imamo največ bukovine. In to pa zaradi tega, ker bukovina je ravno prav mehka in nima veliko smolnih žepov. Mehkejša je od hrasta, nima toliko smolnih žepov, kot jih imajo iglavci, smreka, ki je zelo pogosta v našem prostoru. Potem recimo lipovina, lipe imamo tudi dovolj, ampak lipa je vedno moker les. In tukaj pa mi želimo neko stabilnost in so, glejte, ljudje stoletja, tisočletje že vedo, kater les pravilno uporabljati, kakšni sečni. In jaz sem se učila od teh starejših ljudi, kdaj les sekati in kje jih sekati. In ko so mi stari ljudje govorili, med njimi tudi moj oče, je rekel v šmarnih mašah. Aha, okej. Šmarna maša, okej. No, ampak sem rekla, to je pa polet, to pa ne gre. Mi smo bili vajeni, a veste, je rekel, ja, polet ali pa ta 100. uro po polni luni, pozimi. Okej. In da sem jaz to vse skupaj sestavila, da sva midva z bratom vse to in da smo mi to probali, da smo šli bukovino požagati, eno smo požagali res 100 ur po zimi, v zimskem času. Zimski čas, zakaj? Zato, ker, glejte, pri lesu mi moramo točno vedeti, kdaj je letna rast, tukajle, a ne, in to se zelo vidi, kdaj je zimsko počivanje. Drevo potegne sok in takrat moramo zelo paziti, kaj delamo z lesom. Ko smo pa v šmarnih mašah, to je pa tam v poletnem času, od 15. avgusta do 9. septembra, sem prav rekla, ja, do 9. septembra, takrat smo pa bukov posekali, jo pustili na tleh en mesec, da so listki potegnili ves sok iz drevesa ven in šele potem smo ga začeli obdelovati. Nismo ga žagali. Zakaj sem vam pripela še tole malo sliko? Zelo dobro je treba poznati delovanje lesa. Če jo žagamo tako, kot, poglejte, mi žagamo danes dile, plohe ali karkoli pač že rečete. Poglejte, kakšno ukrivljanje. Tukaj nam kaže, kakšen skrčke imamo. Poglejte, če jih žagamo na različne načine, kakšne skrčke in kakšne deformacije dobivamo. Če pa delamo radialni rez, je pa odličen. In ko mi v srednjem veku sploh niso žagali lesa, ampak so ga klali in s sekiram obdelovali. In zato so te platnice, ki so na teh srednjeveških kodeksih, izredno stabilne, če mi ne delamo neke sile nad njimi. Zelo redko kdaj, zelo redek mojster se je zmotil in je na knjigo montiral desko napačno. Glejte, tukaj na takih knjigah smo se mi tudi učili in preden damo desko, obdelano desko na knjigo, jo pustimo stati na mizi vsaj 24 ur in ona nam pokaže, kako je po deblu rasla in mi moramo vedno gledati, da je na noter zavita, da je na not zaobljena, ne navzven, da ko delamo spredaj zapirala, ne delamo sile in takrat je zelo velika možnost, da ta platnica poči. Tako kot je tukaj v tem primeru, je platnica bila razklana na Dalmatinovi Bibliji.
in sem jo z Muzniki zrestaurirala. Jasno, na drugi strani sem izdelala novo, jo oblikovala. Je pa zanimivo to, da tukaj pri tem restauriranju, tukaj se ne vidi dobro, ampak ta galunska koža je še vedno obstala na tej platnici. Toliko na hitro o lesu. Lan, konoplja. V našem prostoru smo največkrat srečamo lan, konoplje niti ne. Lan je bil izredno dragocena reč. Si ne morete predstavljati, če boste ujeli letošnje leto, predlagam, da greste v botanični vrt pogledati prekrasno cvetenje modrega navadnega lanu, ne nemški lan, navadni lan smo v naši deželi pridelovali. In pa če boste imeli čas, pejte na dan Teric v največjo vas v Sloveniji, in to je Davča na Gorenjskem, kjer boste imeli celoten prikaz, kaj so naši predniki z lanom delali. Imeli smo v glavnem od Bele krajine, Škofje Loke, Gorenjske, to so bile povsod polja lanu, ki je bil tako zelo dragocen, da ga niso želi, da so ga ruvali. Lan so vedno ruvali in vse zrna so uporabili za svoje zdravilo, za zdravilo za živali, ker ima zdravilne učinke. Vse ostalo, glejte, sem pa tukaj, tole je poruvan lan, so ga posušili, omlatili, stolkli, potem so ta stolčen lan so potem že sukali v ene take preje in so ga lužili čez bukov pepel. Kaj to pomeni? Kurili so, ko so kurili bukovino, so vzeli pepel in čez z deževnico, z vrelo deževnico prelili ta lan in ta vlakna zaklenili. In če ste imeli že kdaj kakšno laneno obleko, veste, da ko ste jo dali prvič prat, če ni bila prej oprana, da se je kar skrčila čudežno, ali so bile pa hlače kar prekratke in vse možno. No, ampak naši predniki so znali, bi rekla temu, rokovati z lanom in so to natančno vedeli, kaj je treba početi. Ravno tako tukaj pazimo, ko so ga tkale. To prvo, gledajte, potem, ko so te naredile gospe Terice, jim rečejo, to prvo prejo, so jo sukale na kolovrate. In potem tukaj vidimo spodaj tega moža, ki je bil pa, enkrat sem ga našla na srednjeveških dnevih v Škofji Loki, izdelovalec vrvi. In sem bila navdušena in žal sem izgubila sled za njim. Namreč razlagal mi je, kaj in kako so oni in njegova družina delali in je podedval in skratka vse živo. In tukaj vidimo Z in S zasuk in je vsaka naslednja nit, ko je pri vrvi sukana, je v nasprotno smer. Te zadeve so zelo pomembne za nas. Zakaj? Ko mi dajemo na knjigo karkoli, če mi tega ne razumemo, karkoli od tega sem vam danes zdajle načela, naštela in razložila, glejte, če dam jaz tukaj gor neobdelan lan, ga polepim s škrobnim lepilom, se mi je že zgodilo. Ta lan se tako skrči, da knjiga ne funkcionira. Če jaz ne razumem lesa in kaj delam z lesom, moja knjiga ne bo nikoli funkcionirala tako, kot more. Knjiga more namreč funkcionirati. Ona ni neka statična zadeva, ona je gospa, ki se more gibati. In vi, če bi meni prinesli knjigo v našo restavratorsko delavnico in bi potem rekli, takole jo morate imeti, bi rekli, dobro, to pa ni nič, jaz rabim knjigo odpreti in jo pogledati. Skratka, vse te malenkosti se na knjigi kot tridimenzionalnem objektu, gibljivem, ki se more vedno znova uporabljati, sešteva, in če mi tega ne upoštevamo, ne razumemo, nam knjiga nikoli ne funkcionira. Tako da to so vse zelo taki majhni detajli, ki so pomembni. Poškodbe, ki jih dobimo k nam, imamo cel spekter takih in drugačnih delitev poškodb, ki včasih se nam res nemogoče. In jaz sem rekla,
nanizam vam par teh glavnih poškodb, lahko si jih preberete, jaz vam bom pa zdaj sam slike opisala. Moja kolegica Stanka Grkman, ki je danes z nami tudi, Stanka, lahko kar roko dvigneš. Lejte, se ukvarja s takole zadevo in rečemo temu res dobesedno solata. To vam povem, sestaviti tako poškodovane knjige, ki sodijo pa že v našo dobo, to je pa že res 19. stoletje. In to, veste, to so vse naše matične knjige, v katerih so naši podatki, matične, rojstne, poročne. In to so bolj resne zadeve, kot si mi sploh mislimo. Mi dobivamo takole polepljene knjige, gledajte, tale matična knjiga, nekdo jo je izredno polepo z selotejpom in je nerešljiva. Je ne moramo več rešiti. Se matrajo naše gospe, se zelo matrajo, da jo nekaj spravile skupaj, da mogoče bo še nekako nekaj uporabnega. Dali smo jo tudi na drug medij, ampak to ni tista rešitev. Tako da, če vam bo kdo kdaj rekel, da ima arhivski selotejp, glejte, tega ni. Selotejpa na knjigah ni. Na tistem, kar vam je drago, ljubo, kar želite ohraniti, tam ne boste nikoli prilepili selotejpa. Zelo preprosto. Tako da, potem naslednja reč, če razumemo fizikalno gibanje knjige, njene napetosti, kje se dogajajo, pa boste vi tudi najbrž meni pritrdili, da je tukaj na tem vezniku najpogostejša poškodba, zaradi tega, ker se tam, ko knjigo odpremo, ko mi knjigo odpremo, zmeri še malo takole dol potisnemo in jasno tukaj imamo zelo velike napetosti in to počasi poka. Poškodbe imamo, ker imamo nabasane v knjižni polici in potem takole ven cukamo, tudi jaz jih tako ven vzamem, ker drugače ne morem, in potem imamo tukaj potrgane vse te sprednje zadeve. Če so težki papirji in imamo trdo vezano knjigo, so spredaj poveznjeni nadol in imamo zopet težavo, ker se v tem predelu potrga. Skratka, to so ene izmed najpogostejših poškodb. Jasno, tudi poškodbe pogoste uporabe, črvivost, tukaj vidimo eno perforacijo papirja, kjer črvi izredno napadajo, vsi žužki, srebrna ribica, razno razni moli, celo knjižne uši poznamo. Skratka, cel spekter teh škodljivcev. In pa na koncu lahko rečem tudi neprimerno razstavljanje. Neprimerno razstavljanje, glejte, takole je deformirana potem knjiga in je skoraj, da ne moramo več nazaj spraviti. Še nekaj, par besed o telih naših inkunabuli, ki smo jo, z namenom sem jo vam pokazala. Glejte, ni nujno, da je knjiga vedno pred restavriranjem in po restavriranju lepa. To ni naš cilj. Tukaj klicaj. To ni naš cilj. Naš cilj je stabilizirati strukturne elemente, knjigo ohraniti gibljivo, da se lahko ponovno uporablja, da ne izgubljamo strukturnih elementov in jo primerno zaščititi. Tukaj sem pa izpostavim samo, tole je slikarska umetnina, bi lahko rekli, miniatura v knjigi, v inkunabulah jih je kar precej, z krasnimi naravnimi pigmenti in pa 24-kratnim zlatom. Tako da tega imamo na knjigah kar precej. In pa seveda vmesni postopki, tukaj so stabilizacija in pa potem razno razne lepljenja, povijanja in podobno. Dalmatinova Biblija, ne moramo pa povsod stabilizirati. Tukaj nismo mogli, pri Dalmatinovi Bibliji nismo mogli narediti. Zelo smo se dolg časa dajali in razmišljali, kako bi, ampak je bila ta del preveč poškodovan,
da bi mi delali samo stabilizacijo. Zato smo rekli, ok, gremo v komplet restauriranje. No in tukaj spet imam Stanko na fotografiji. Ona zelo pogosto pravi, samo da jo dobimo vodo. Samo da papir dobimo vodo, ga sestavim. A veste, in to je tisto, kar rečemo mi. Mi poznamo delo eno druge, vse, cela skupina. Tudi znamo delati delo druge, ampak vsaka ima pa eno svoje specifiko, točno vemo, katera je najboljša pri pečatih, katera je najboljša pri pavsih, katera najboljša obvladuje vodo, pulpo, skratka. A veste, tako da, ker moraš imeti toliko kilometrov, toliko za seboj ročnih spretnosti, da ti potem te finese obvladuješ in toliko prepoznavaš materiale. Na Dalmatinovi Bibliji smo opravili vse meritve. Tukaj je vodja oddelka, moja kolegica, vodja oddelka Lucija Planinc in pa kolegica Tatjana Rahovski-Šuligoj. No, ona je za pavse, ona obvladuje pavse res daleč najbolj v naši skupini. Takole imam namontirano platnico in mogoče eno zanimivost. Tudi v tem obdobju vezave so knjige, glejte, takole, ko so jih šivali. Za srednji vek, za eno geografsko področje je prav res zanimiv, ko sva s Krisom govorila. In mi je rekel, glej, zdaj pa, ko namontiraš na šponi toliko, tako moraš montirati vse te povezave z knjižnega bloka s platnicami, ko boš ti zaprla knjigo, boš ti naredila okroglino. In tukaj ti ne sme počiti. In to zgleda to tako, veste, ko delaš, ok, če se jaz učim na takeli zadevi, ni problema. Mi poči, prazna knjiga, ok, ni problema. Ko pa delaš na originalu, so pa to drugačne zgodbe, a ne? No, in tukaj v tem primeru mi je moja kolegica Darja Harauer, ki tudi tamle sedi, pomagala in sva uspele to izdelati, tako da Dalmatinova Biblija je na koncu potem postala, se mi zdi, da je čist lepa, uporabna gospa, ki jo hrani Osrednja knjižnica v Kranju in vsake toliko časa jo da tudi na vpogled. Še zadnji primer, črvivost, arhivska vezava. Tukaj smo pa, mislim, da je bilo 2001, prvič reševali oporo iz lepenke, ker je bila tako preglodana s črvi, da smo jo dobesedno razslojile in kolegica Marijana Cjuha in pa Nataša Petelin sta zadevo ulili na pulpo. Mi imamo tudi stroj za dolivanje pulpe, tole je še ta stara pulpa na sliki, zdaj imamo že novo, ki je majčkeno bolj moderna. To pa si predstavljate, da imamo papirno kašo, ki jo seveda kolegica odmeri glede na poškodbo, ulije to papirno kašo v vodo, postavi na posebno mrežo ta poškodovan element, potopi vse skupaj v vodo in s pomočjo vakuma in svojega občutka odlije tako, da se na vse manjkajoče dele vlakna postavijo vlakna in jo dopolnijo. In potem, ko so to odlile v večjih nivojih, smo to lepenko razstavljali in tukaj to oporo sestavljamo nazaj, da sem jaz lahko potem nazaj na platnice namontirala. In tukaj pa je ena tipična arhivska vezava. Preden sem jo čisto naštudirala, sem naredila en vzorec, tako da imam zdaj še vedno vzorec knjige, da sem videla, kako funkcionirajo vsi ti trakovi, galunski trakovi, knjižni blok v povezavi, a se mi bo zadeva odpirala ali ne na originalu. Tako da imate eno predstavo, kakšne poti so potrebne, da potem lahko rečemo, knjiga je restavrirana, ponovno uporabna, prosimo, če jo hranite v tej škatli, ker delamo tudi za vsako tak kos, izdelamo po meri izdelano zaščitno škatlo.
In jasno, da damo tista priporočila, tema 18 stopinj, 55% na 50, 55% vlaga, čim manj nihanja, nič, prosimo, tako da bodite pozorni. No? Tako nekje, da imate en občutek. Evo, za konec vam pokažem še 3 krasotice iz frančiškanskega samostana v Ljubljani. Tale v ozadju na svilo vezena svilene niti oblečene v srebro, ki so zdaj patinirale. Krasna zadeva, neverjetna, in to je polovica A5, recimo malo več kot A5 format, krasna ročna izdelava. Potem imamo tukajle brokat papir. To so posebne tehnike, ki so jih izdelovali z odtisom v papir in je 3D, tridimenzionalni papir, ki deluje kot blago, kot brokat blago. In pa seveda tale tretja, tukaj desno zgoraj, krasna žametna vezava z zlato obrezo in scizelirano, se pravi cizelirana zlata obreza. To pomeni, tehnika te izdelave je tako zelo zahtevna. Vam povem, da to pa imam kar nekaj let dela za seboj, ampak ker sem se lotila, namreč, da so puncni izdelani do te mere, da ti lahko to ponoviš, da ti zlata obreza, ko ti, študenti, vi ste vsi že zlatila, ne? Poznate zlatenje. No, si predstavljate, da so delali to z bolusom, z jajčnim beljakom, in se velikokrat sprašujem, a so ga stepli. Ne vem, če ga niso tudi stepli, ker jaz sem se učila, to mi damo v prešo, knjižni blok v prešo, ga na nulo obrežemo, postrgamo z strgalom, podobnim kot da dobimo čisto gladino za les, da dobimo čisto gladino, damo gor bolus, potem se ta ravno primerno posuši, jajčni beljak, in na ta jajčni beljak potem s čopičem polagamo lističe, in ki je to ravno prav posušeno, ta jajčni beljak takole da se dol steče, tisti moj star mu je ratal, meni to še ni, da steče dol in se potem ta zlato prime gor in z zahatnimi gladili se to zgladi, ko je ravno prav sušeno. No, in ko sem jaz to delala, je meni ostalo na tej, ko potem knjigo odpreš, veste, na vsakem lističu ostane zlato. In ko ti daš to skupaj, imaš zlato obrezo, ki še ni gotova v tem primeru. Ko daš potem zopet ponovno v prešo, stisneš, potem izdelaš puncne oziroma jih imaš in potem iz zapestja, to smo se pa učili pri Štiriporentu, pri Krištofu, natančno natolčeš tele vzorce, ki so tako prefinjeno izdelani, da ne da je eden malo bolj noter, en pa malo bolj ven, veste. Ker se to potem, ko ti knjigo odpreš, to se vse vidi. In tako, to so nepredstavljive zadeve. No in pa žamet, zaključujem žametom. Baje, da je bil žamet, to so mi moji profesori povedali. Christopher Clarkson, Nicholas Pickwood, ki je največji teoretik današnjega časa. Mislim, da je gospod, ni knjižnice, ki jo ne bi videl, vključno s Sinajsko, kjer so ortodoksni patri noter in tja ženske nimamo slučajno možnosti vstopa, skratka, etc. Srednjeveški žamet ga ni več. Če je tale takole zguljen, ki je star 350 let, 300, razumete? Srednjeveški je samo še osnova ostala in ko smo se pogovarjali, so rekli, predvidevamo,
da je daleč najdragocenejši material v srednjem veku bil žamet. Tako da s tem zaključujem. Tamle lahko pogledate še, študenti delamo, kaj delamo še pri nas. Čopiče iz konjske žime, palčic, vrtnic, zamarmorirane papirje. Tam nekaj vezav sem prinesla, tako da če želite, me lahko vprašate. Skratka, hvala lepa, ker ste me povabili. Upam, da nisem bila predolga in predolgočasna.